Danes pa prvo skoraj umrla od strahu, drugo pa se skoraj postala pol od smeha. Dobrodošli v novem vlogu. To je tak poseben vlog, tukaj ima še nekaj za urediti stvari, ampak ja, mi smo na Brnku na letališču, tako da gremo pa na Mauritius. Se moraš misliti na Mauritius, fucking Afriko gremo kar tako, 9 dni, tako da to bo pa ena tako epsko potovanje. So vsa potovanja do zdaj bila epska, ampak tole bo pa sploh. Tako da čekaj in pogledamo, če vse imamo, itak valjda sam ruzak imamo. To je to, kar rabaš. Tanja, si ti ready drugač? Čiz zaposlena zdaj. Je. Prve težave že takoj na letališču. V bistvu so ugotovila, da sploh nimava kart. Imava kart iz Pariza do Mauritiusa, nimava pa kart iz Ljubljane do Pariza, tako da bomo zdaj tole zrihtali. Ok, rešeno. Imamo tole, kar rabimo imeti. Ampak so nam mogli vrti iz drugega leta, se pravi, so nam mogli uncheckinati, zaradi tega, ker nam mora tam itak še enkrat preveriti pol. Dobro, da imamo 5 ur lufta vmes, da bova lahko. Kaj se skriveš, Tanja? Daj, pokaži se. Tako da drugač pa bom že kar na blogu povedal izjemno prijazno osebje na letališču zaenkrat. Tako da pohvale Ljubljana Airport. Takole, midva se čez gate. Tanja je imela spet nekaj težav, malo so jo pregledali za vse substance pa to. Ampak ja, zdaj pa počakava na A3 greva. Prvič sem na ljubljanskem letališču, zdaj odkar je prenovljen, tako da zdaj čakava. V bistvu ne na pot do zlela, tako da zdaj imamo ob 3, 5-6 imamo let proti Parizu. Tako da letiva v bistvu z Pariza oziroma iz Ljubljane Pariz, pa imamo pa tam 5-6 ur postanka in pol letiva iz Pariza direktno dol v Mauritius, pa mislim, da je po 12 ur leta, tako da so nekako šle v tork, se pravi naslednji dan, jutr ob 12:30 na Mauritiusu, pa tam avto prevzameva, pa gasa proti hotelčku, pa že malo raziskovati, pa jesti, pa piti, pa... Tako je zanimivo, kako zaposleni govorijo slovensko zunaj na letališču, tako... Edin klele govorijo pa francosko. Samo 2 zica sta in to so črke C pa A, pa imaš na drugi stran F pa D. Tako da sediva skupaj, 2 zicka, ful mejkan letalo. Ne vem, če sem zletel tudi na toliko mejkan mu letalo kdaj. Res ne, Ryanair je večji? Ma ne vem, če. Ja, če so 3 zice, že tako avtomatsko. Bonjour Paris, dobrodošli v Parizu. Zdaj sva prišla, pristala v vetroven, temen Pariz, kot lahko vidite. Zdaj pa nimamo pojma, kam mora iti v bistvu. Tako da ne vem, a mora iti ven, pa se še enkrat check-inati, ker so me zbrisali iz sistema, ampak jaz sem zdaj naredil še enkrat online check-in, tako da nimamo pojma, bova vidna. Mava dosti sajta, tako da... Drsi! Mislim, da sva prav, da greva po pravi stvari. Mislim, da sva se zgubila, ampak se nisva zgubila. Upava, da se nisva zgubila. Tanja pa brez interneta. Ne veva kam, ne veva sploh na sva check-inena, nisva. Mi da so še vedno na tranzitu, tako da bomo videli. A ja, tu greš pa prav z busom, dragom. Kva? Ja. Pa istina jo bo pobral. Visoka kulinarika v Pre-a-Manger, a se ne vem, kako se reče, sandvič za 7 evrov. Se začne Francija, se začenja, ne? Tanja ima pa... Jaz ga imam za 5 evrov. Tanja ima za 5 evrov, tako da malenkost boljš, ampak lačni smo, za kosil v Sloveniji daš tudi zdaj že po 12-13 evrov, jaz sem dozvan 16 evrov za eno bolo, tako da je to kar ugodno. Ma ne, ko sem rekel, da malo posnamem, zato sem vzel telefon, zdaj čakava že 2 urici kle. Sandvič je bil ful dober, v bistvu je bil res ful dober sandvič. Mojemu se je poznal, da je bil za 5 evrov. Ona ga je kupila v trgovinci tam zraven, jaz sem ga kupil v temu Pre-a-Manger, ne, pač moj je bil malo bolj kvaliteten, dejansko avokado, suhi paradižniki, pinjole, rukola, tako, konkurentno sem dober sandvič. To je bil pa v maslini štručki, šunka pa sir, pa je to to. Pa uvela solata. Tako da zdaj pa kle čakava, no, sediva, čakava in čakava in čakava. Pa še 3 ure bova čakala. Tam na zadnji so že vrata, kamor se pa midva po vsej verjetnosti vkrcala. Še zdaj ne veva, imamo pa čaki na kartah narejena, je ona res vrgla ven sistema, ampak vse do zdaj je kazala zelen, tako da mislim, da bi mogli biti tudi to. Tako da se vidimo z letala. Tanja, no, zakaj si tako? Kaj si lačna, si vse pa zdaj za jesti. A ne boš več pomahala, zdaj 2 uri že letimo, ti pa še ne boš mahala.
ker nisi jedla, dobro. Se bo malo zajesti. Pa je tako vesela, sam da je hrana dobila. Sam tega ne jem. Vse imaš vin, vse je v redu, merlot, merlot imaš. Jaz pa Sauvignon Blanc. Daj Tanja, koliko si pojedla, no. Še pa urca do pristanka, pa smo glito do film do konca pogledal. Tanja se že meni za tole, za avtika, mi dva že imamo vse. Da zdaj greva peški proti avtu, zdaj pa se še adrenalinska vožnja po levi strani, tako da bo kar pestro. Evo, Explorerja že greva na potovanje. Prispela sva v najen preluškan booking pred najček, res je luškano, pač zunaj tako vse ful je v barvah, v dveh štukih je, mi da imamo spodaj, zraven imamo kopalnico lepo, zunaj je bazenček, ful prijazen host, vse nam razloži to, kakor morata po angleško povedati stvari, ampak je res cool, tako da zdaj pa greva malo okoli jest nekam, obvezno, so na pravi strani ceste, hello, jest nekam, zamenjati denar naprej, pa dalje, kamor naju bo pot zanesla. Ker užgejo telefon. Mi da so dobila ledeka lepo zraven, a se je zdaj gor učarila, da se make-upa ne vidi. Ne vem, zdaj je lahko mi da to vodo kle pijeva, mislim, Coca-Cola so dobila z ledom pa Fanto v eni restauraciji, kad to zgledali drugač zunaj, kao TripAdvisor, award winning, ne vem kaj. Bomo videli, kva bomo dobili. V bistvu so dejansko ful dobro jedla. Pa sploh ni bilo toliko drago, se mi zdi, da sva dala 15-20 evrov za 2 orank obroka, 2 pijači, tako, pa še napitnina zraven. Tako da je kar v redu. In zdaj pa milina Mauriciusa, tako da to zgleda. Prav top, zakon. Tole je pa top. Sprehod ob plaži, ampak to res tako, hodiš in pač plaža ni konca. Kot vidite lo za mano, pač ni konca plaže. Kot vidite lo na tej strani, ni konca plaže, oziroma da verjetno malo so krivi. Malo ne bo napravili po mojem, no, kole imamo občutek, tam je kar črnob človek rekel. Ampak se pa sprehajaš pa ob samih rezortih, 2 poroki sva že srečala, da tako, all the stuff we will never have. Na tak način, nekako, to so si zdaj razumeli, ampak ja, nimava kaj. To je pa užitek. Ob prijetnih 24-25 stopinjah sediš in gledaš enega izmed lepših sončnih zahodov. Res je kičast ta Mauricius, prav tako, kad si predstavljaš, kad ti nekdo reče Mauricius, pač predstavljaš take plaže, pa palmice, pa tako, pa rezortke, ki jih vidiš, ampak pa na severu bo še boljš, mislim, še boljš, bo še več teh rezortov, pa tega Jukmava, pa naravne rezervate in hajkanje, gorovja, jezera, slapove in take zadeve. Tako da, in Nimamo krokodila. Ne, ni krokodila. Tako da ja, tale sončen zahod zdaj pogledamo do konca, zvečer še ne veva, kaj bova šla v trgovino, pa malo kupila kaj za spit, pa tako, ali bova šla kam na kakšno pijačo, to bova še videla, ampak ja, se vidimo. Prosim, daj zame, daj Tanja. Čez pa nekaj tam, boš videla. Ni za nič, tako, ni za nič. Malo moraš vzeti. Čakaj. Kaj daj? Čakaj, dobivam. Aha. Thank you. A dej na. Redu je. Peče. Blaž, zakaj jaz na levi sedim? Zaradi tega, ker vozimo po levi strani ceste, kot lahko vidite, se po uni strani furajo, mi pa kle vozimo kle. In pazi to, veš, mi smo kle navajeni, ko zavijamo, da žmiguc, klinca da žmiguc, ja, pa žgeš fucking brisavce si kle. Pa žmiguca imaš na tej strani, menjalnik paš na tej strani, dobro, da imamo mi dva, avtomatika imamo. A kle gre, vidim, da kar naravnost, ne? Ja. Ja. Tako da zdaj prihaja krožni otok in lahko pogledate, Tanja bo premaknila kamero na krožni otok, iz kjere strani fucking prihajajo ljudje
in moraš ful paziti. Takole, ja. Drugač pa ne, drugač ni toliko zapleteno, pač in tukaj da zdaj šmigoc ven, kaj dol. Ampak je prav tako zabavno, no včeraj sem se skoraj zabavil, ker sem vozil po napačnemu pasu in sem tako zabremzil na polno, ker kao, what the fuck mi voziš tle nasprot, da jih gledajo na cesto in on meni tako, ke. Tako da ja, ampak je lušno. Mi da smo varno prispela, dobrodan, v novem dnevu, varno smo prispela v Black River Gorge National Park. Imava zajtrk v parku, en bus je zdaj prišel, ko se napolno režijo noter, pa ne vem kaj, tako da bo zabavno, mogoče se joinava njim. Igrajo z njimi, pa je to. Drugač pa ful enih živali, takih, enih čudnih panjev, ampak so pa tudi take lepe gnezda, pa lepe ptički, rumeni, pa zeleni, pa rdeči, pa tako. Ful pisano vse. Valjda mi da dva idiota pojedla par avtobus stoje, pa tako da Jana bo ne vem kva, pa imaš pa prav piše picnic area, pa imaš zice, pa mizice, pa tako. Jaz mislim, da je klele Tanja vhod, no, po mojem zgleda obetavno tole. Tole naj jo je pa malo presenetilo, bi človek rekel temu tako, a ne Tanja? Mene ni, tebe je. Mene pa je, poglejte. To je kar klanc drugače. Tako da zdaj se pa najem pohod, začne zares. Gremo gor. To je noro. Kakšni lepi razgledi. Prišla so do prve višinske točke in tako kamorkoli pogledaš Rainforest. To je dejansko, mislim, da je ta, se pravi Black River Gorge Natural Park. To je eden izmed, mislim, da je edini Rainforest, ki je ohranjen, pač tukaj, se pravi deževni gozd, ki je ohranjen na Mauritiusu. In tudi eden izmed redkih pač tako po svetu, če pogledaš, koliko je malo ostalo tega. Tako da, mala čast, Tanja, da smo tukaj, je pa spet oklanc. Ok, midva sva se zgubila sicer enkrat vmes, enkrat sva zašla s poti, enkrat sva prebrala, oziroma ni bilo označeno v znaki, da je to tam, kam mislila iti. Zdaj sva ugotovila, da boljte nisva šla tja, zaradi tega, ker je to še zelo visoko v hribih gor, ampak sva tudi zdaj kle našla en tako bolan spot, tako dobro razgledno točko. Tanja, se strinjaš? Ja, se strinjam. Pač vse vidite na klipih lahko, da to je pa... To si res samo v filmih, kad ti nekdo reče, ne vem, Mauritius, džungla, deževni gozd, si tako lahko predstavljaš, nori razgledi, no zdaj pa to dejansko doživiš, zdaj grem pa uživati. Pa pot nazaj dal, pa slapovi, pa vse ostale stvari, tako da stay tuned. Danes sva prvo skoraj umrla od strahu, drugo pa se skoraj postala pol od smeha. Tamle, kot vidite, lahko sedi ena prelepa Barbie, ki sedi sred fucking džungle, sred naravnega rezervata. Jaz sem se toliko strašil, tako naprej jaz zakričal, tako je za mano, kaj Tanja pogledati, ja pa še ta, kar skočila name gor. Šitaj, pa kdo pusti Barbie kot takole? Pa še, ja, taka čupava, pa še v kremenčkove oblečena. Prav, noro, kjer hud trail. In tukaj prijeva poj do podna te poti, a ne? In tukaj je bila ena žurka, no, dretje, cvilejne, ne vem kva vse, in so ugotovila, tukaj spodaj je slab in se folk na polno kopa, tukaj se hodijo umirati, ne se hecam. Ampak pač, ja, vsi so ful veseli. Kako bomo mi tukaj čez prišla, Tanja? Ja, ne vem. Bosa zgleda. Ja, bosa. Tanja je rekla, da se bo raje mogoče sezula, pa šla tam. Jaz bodalo pa zdaj sred rekice na skalah stojim, pa gledam, po kateri poti bom šel naprej. Tanja, a bo šlo? Jaz sem obtičil. Ratalje, kako si šla lepo ka princeska mimo, ej. Zdaj smo se ustavila tako kar nekje, nismo šla na une waterfall, zaradi tega, ker je problem v tem, da
je 1 uro do tja fura. Tako da smo raje rekli, zdaj, ko smo na pol poti, greva 1 uro raje do juga dol, tako da zdaj smo na čisti južni obali, takole so, gledaj ker so ta jadralna pedala, oziroma jadralna, to niso jadralna, ne, to so motorna letala na vodi, ki pristajajo, vzletajo z vode. Zadnji tamle vidite, mislim, da je to najvišji vrh Mauritiusa in tja greva tudi hoditi en dan midva, ja, ker so pohodnika. Tako pač res je lepo, taka rajska plažica, sicer ful folka, pa kavo raba, jaz še nisem kave, pol ure, pa tako pol dveh, je to mene, malo me glava že boli, ampak ja, je pa ful dobro. Prefurala sva se milijon lepih plaž in nekih razglednih točk in čez taka mesteca mala, ki pač vidiš pol to razliko med temi rezorti pa temi malimi mesteci, ki je pač tako vse kontejner pre kontejnerju, kako to živijo ljudje. In nikjer nobene kavarne nič in jaz vidim tako v daljavi ob plaži eno kavarnico oziroma restauracija, snack bar, ampak samo da je kava, ker tako tukaj zadnji noter me že boli glava, ker nisem še kave pil. Tanja isto misle, sam je tih, ker razmišlja. Ok, vse, kar je dobro od tega spota, kamor sva šla midva na kavo, ki sem jo, by the way, zdaj glih zlil stran, ker ko sem naredil požirek, sem mislil, da se mi bo obrnilo vse, ker sploh ni kava, po mojem to, ampak je pa lep razgled, vsaj to, no. Tako da, ajde, to pa mava. Tako da glava še vedno boli naprej, ampak vsaj boli v lepem razgledu. Po zelo nevarni in stresni vožnji skozi zanimive kraje Mauritiusa sva se le prebila do tle gor. Sicer zdaj ne vem sploh, kje sva. Mislim, iščeva zdaj, kje so te ekipi, te glavni. Ja, dvakrat sva ugotovila, v bistvu, da sva zgrešila. No, enkrat sva v zelo stresnem momentu ugotovila, da sva narobe, zaradi tega, ker pač sva bila sred mesteca oziroma vasice. Enkrat sva pa ugotovila, ker sva bila tako sred 5 pasovnic. A je tam je rakun slučajen? O, opice so. Oh my god, telefone bojo ukradle. O, ne. Ja, tako da sva zdaj klele pri nekih templih. To bova zdaj šla gledat. Pač mi, da so oba čist presrana, kle, tudi te opice so fuknjene, noro. Mogoče moraš iti v to noter, v to kletko, da ne pride opice do tebe. Tanja karkoli gleda. Ja, ne. V bistvu se pa spustiš po dol k jezeru in to je pač ta sacred lane. No eating or drinking by lake, pa ne smeš se kopati. Snimaš baje lahko, no, vse nikjer ne kaže, da ne smeš snimati. Ja, in so tako pač te oltarčki, kjer žrtvuješ hrano oziroma pač daješ darove bogovom. Skozi se ta neka budistična muskica zraven, ta pa tega zdajle hindujska muzika. Vse je tako zelo peaceful, zaradi tega tudi malo bolj pomirjeno govorim, da ne motim, sicer nobenega ni tazga kle, ampak da ne motim kogarkoli, ne motim duš v zraku. Tako, definitivno ta, mislim, da nek basin, grand basin, tempel, ne vem kaj bom napisal, glede, to je pač tako vredno ogleda, pa ta jezero, pa tako pignem si ful gor nad samim Mauritiusom, pač na eni izmed višjih delov si, res dobro. Res zanimivo, tako, pod vsakom kipom tudi piše, oziroma pod vsakom spomenikom kipom piše tudi, kjer je, ne vem, Divine Trinity, ali je Goddess of ne vem kaj, ali je ono, tretje, pač pa tako te barve, prav, ker so tudi njihovi templi, ker kamorkoli greš, pa tako, ker so te templi, tu se tako neki rozno, marelično, rdeče, vijolično, čist seka ven in isto je kle, pa s tem tako, rata zelo mirno vse skupaj. Preživeli napad opic, preživeli sprehod po tem ritual siteu, kljub temu, da mogoče ni bila najbolj primerna odprava, ker pač nismo pričakovali, da šlo danes to, ker smo malo mogli prilagoditi v bistvu, kako bi rekel, urnik in plan in vse, zaradi poti same in tako. Čeprav še slapovi pridejo zdaj na pot, tako da po mojem se še na slapovih ustavlja zdaj spotoma. Malo drugačna narava, Terra Rossa varianta. Zdaj greva k nekim slapovim, pač je viewpoint, pa je prav slapovi so, ampak mi
Jaz imam občutek, da nismo niti blizu ne slapovem, ne viewpointu, ampak bomo videla, če bova najdla to. Je res ful čuden na Google Mapsih, zelo da so si Maps v bistvu dol pisalo offline oblike, tako da pač ne moraš nekaj vmes iskati, pa nekaj tako, ne, ker itak nimava interneta kle. Pa tudi baterija je bolj švo, tako da pač zdaj ne prijeva do teh waterfallsov, le pač okej, jih ne bova videla, pa bova kakšne druge slapave enkrat videla. Tako da boste videli v bistvu na klipu, oziroma vam bom pa povedal, da jih najdeva ali ne. Javljava se s pozitivnimi informacijami, najdla sva viewpoint in res je lep viewpoint. Zdaj vam bom tukaj na klipu dal gor. Pač tak imaš feeling, da bi snemali tukaj nek film o skritem zakladu in pač tukaj bi zdaj avion tako pristajal noter vmes ali pa helikopter v džunglo, kjer bi Indiana Jones startal expedition svoj. Lepo je, pa veter piha začel. Tanja malo zebe, ker ni vzela tople jopce samo. Jaz pa imam majčko, My Protein, not sponsored. Palma Nova. To je Kena Palma Nova, sred Mauriciusa, videla sem se ustavila v shopping centru, ki je res prav dobro zgleda, je lepo hodiš pa tako, kot v Palma Novi, če ste bili v Palma Novi, se pravi hodiš, ulica je sred shopping centra narejena, trgovince, restauracije, vse od oblek do telefonov, do ne vem, igrače, čevlje, tako, luška zdaj.